Spoštovane zadružnice, spoštovani zadružniki, en prav lep pozdrav tukaj v tem lepem Portorožu. 44. letni posvet. V Portorožu sem pa danes študiral, smo 20 let, smo kako leto manj, ne vem, tu nekje, zelo dolgo že. Res, ko je v večini Slovenije še bolj zimsko in hladno, je tukaj že prav pomladansko in prav lepo je priti v Portorož, v ta lepi hotel. Lep pozdrav tudi vsem gostom. Med nami še prav posebej pozdravljam dr. Mira Cerarja, predsednika Vlade Republike Slovenije. Gospoda Mitja Bervarja, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije. Magister Dejana Židana, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s sodelavci. Z nami je tudi gospod Lisec Tomaž, predsednik odbora za kmetijstvo Državnega zbora Republike Slovenije. Lep pozdrav tudi ostalim poslancem Državnega zbora in svetnikom Državnega sveta. Z nami je danes tudi gospod Pavlo Goveja, glavni svetovalec Kope Kočeke za skupno kmetijsko politiko in zadružništvo. Lep pozdrav. Lep pozdrav Cvetko Zopančiču, predsedniku Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Z nami je tudi gospa Anka Lipošček-Miklavič, predsednica zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Lep pozdrav dr. Jožetu Podgorško, varuhu odnosov verige preskrbe s hrano. Z nami so tudi naši dragi prijatelji iz tujine, Rade Jovanov, predsednik Zadružne zveze Vojvodine s sodelavci. Potem Nikola Mihajlović, predsednik Zadružne zveze Srbije s sodelavci. In pa Ilda Stanojević, ravnateljica Hrvaškega centra za zadružno podjetništvo. Med nami sem videl prej tudi, pa ga zdaj tule glih ne vidim, ker je taka množica, tudi predsednika sindikata kmetov Slovenije, gospoda Medveda, ampak tamle je, lep pozdrav. Pa direktor Kmetijskega inštituta, tudi ga tule. Zdaj ne vem, a Marko Zidanšek je tukaj? Ga ni. Torej, lep pozdrav še enkrat vsem skupaj, na koncu tudi vsakega, ko vas pogledam takole skoraj, vsakega bi lahko imenoval, ker vsak ima neko posebno funkcijo, predsedniki, direktorji zadrug, člani upravnih nadzornih odborov, z predsedniki in direktorji se srečujemo večkrat v takem številu, pa redko kdaj pridemo skupaj. V januarju in februarju smo imeli te letne posvete, z večino od vas smo se videli tudi na regionalni ravni, odpirali pomembne kmetijske teme. Portorož, to srečanje je pa nekako tista pika na i vsega tega dvomesečnega dogajanja, ko hodimo po celi Sloveniji, zberemo tukaj vse tiste zadeve, ki smo jih tudi na regiji izpostavili. Vesel sem, da pride tudi najvišji vrh politike sem, kaj tudi visoki gosti tudi iz tujine, tako da vsako leto lahko rečemo, da naš posvet res je en pomemben dogodek v tem prostoru. Namen tega posveta seveda je, da pogledamo malo nazaj, ne da bi se zdaj ozirali pretirano nazaj, ker tisti pregovor pravi, tisti, ki orje pa gleda fejst nazaj, ima sloko brazdo, tako je treba gledati naprej, tu pa tam pač moraš pogledati. In če mi pogledamo malo nazaj v leto 2016, lahko rečemo, da je bilo leto precej težavno, ampak zadruge in zadružni poslovni sistem smo ga dokaj uspešno preživeli. Kar se tiče skupnega prometa, sicer zadruge še nimamo revidiranih vseh letnih računov, ampak promet je ostal nekje na ravni 2015, kar imam za uspeh. Sicer v zadrugah beležimo če gledamo neko dolgoletno povprečje, nekako 10% letno porast prometa. Glede na to, da so bile cene kmetijskih proizvodov tako izjemno nizke, je bila kupna moč kmetov seveda manjša in zato se mi zdi, da to, da smo zadržali promet iz 2015, se mi zdi to, da je to tudi uspeh. 145 let zadružništva vidimo danes tukaj. Večina zadrug, ki ste tukaj, imamo dolgoletno tradicijo. Nismo tista podjetja, ki od danes na jutri imamo neke bajne, ne vem kakšne super rezultate, vendar na dolgi rok pa sigurno smo tisti, ki smo sposobni preživeti.
Jaz bi se danes to, seveda, ker ni časa, da bi vse tisto, kaj bi želel povedati, ampak želel bi izpostaviti tudi zdaj, ko smo z predsednikom vlade, pa z ministrom, pa s predsednikom državnega sveta tam bili na kavi malo podebatirali, sem že tudi poudaril, da se mi zdi izjemnega pomena tudi to domače lastništvo. V tem globalnem svetu je tem včasih malo nepopularno govoriti. Ko rečeš domače, slovensko, nacionalno, to zveni tako malo, češ ti si malo tam za plankami živiš, ne? Ampak koliko sem imel prilike hoditi po Evropi, dejansko je tako, da vsi govorijo globalno, ko pa priješ v neko državo, v neko lokalno okolje, pa vidimo, da vsi delujejo fejst lokalno in tako je tudi prav. Tu bi se dotaknil tudi lastništva. Dejstvo je to, da zadruge in pa kmetje smo tisti, ki ohranjamo domače slovensko lastništvo. To se mi zdi izjemnega pomena. Sveda v globalnem svetu prihaja tudi do pretoka kapitala, ljudi, znanja in vsega ostalega. Vendar, če gledamo razvite države, vidimo, da večino premoženja, tistega najbolj kvalitetnega, je ponavadi v lasti domačih lastnikov. Sveda so potem multinacionalna podjetja, ki se to lastništvo meša, ampak če na drugi strani vidimo države, ki so tako zvano srednje razvite ali pa manj razvite, kjer je večino premoženja za mali denar pokupil tuji kapital, vidimo, da je tam ponavadi precej socialnih problemov. Tisti, ki pride v tujo državo in kupi neko podjetje, mi ne moramo pričakovati, da bo on ta dobiček ohranil tam. On je kupil zato, da bo dobiček vzel in ga bo odnesel. To je normalno. Nihče ne bo prišel v Slovenijo kupiti neko podjetje, da bo nam fajn. In to je treba razumeti. In v tem vidu se mi zdi izjemnega pomena, da to lastništvo ohranjamo. In zadruge to delamo, tudi vsak slovenski kmet se zaveda od Prekmurja do Primorske, od Gorenjske do Dolenjske, do Bele krajine, da tisto svoje zemlje ohranja. Eden ima 100 hektarov, eden ima 10, eden tudi 2 hektarja. In hvala Bogu, da imamo tudi tiste male, ki imajo veselje do tega kmetovanja in ohranjajo to lastništvo te svoje zemlje. In ko pride do teh, torej država je stabilna, če ima stabilno politiko, politika je stabilna, če je stabilno gospodarstvo in gospodarstvo je stabilno, če je tako, kot sem rekel, torej, da je to lastništvo primerno razporejeno. Zadnjič sem gledal neka anketa je bila, 10 najslovenskih blagovnih znamk. Zdaj ne bi jih naštel, verjetno vsi poznamo vse te blagovne znamke. V preteklih desetletjih so bile ustvarjene v tem slovenskem prostoru. Pač mi smo jih kdorkoli naša podjetja so jih ustvarila. Zaradi takšnih in drugačnih razlogov je prišlo do tega, da so se ta podjetja, te blagovne znamke za relativno mali denar prodala in te blagovne znamke so še danes najpomembnejše blagovne znamke v tuji lasti. Dobro, nekdo je kupil, je naredil zgodbo o uspehu ali pa je nadaljeval zgodbo o uspehu, ampak škoda se mi zdi, da to pač ni v domači slovenski lasti. Zakaj sem dal tak poudarek temu? Zdaj sem dotaknil Semenarne Ljubljana. Torej, veste, Semenarna Ljubljana, to leto smo jo uspešno nekako izvedli prisilno poravnavo. Ne vem, če veste vsi, da je v 50 letih že bila v zadružni lasti. Potem pa se je to lastništvo menjavalo do tega, ko so neki tuji lastniki to podjetje prevzeli, ga finančno izčrpali in pripeljali praktično pred stečaj. Z izjemnimi napori smo v zadnjih letih to podjetje uspeli sanirati, seveda bo še nekaj let trdega dela, uspešno smo izpeljali prisilno poravnavo in izjemnega pomena se mi zdi, da podjetje, ki ohranja preko 60 avtohtonih slovenskih sort zelenjave in poljščin, da ostane v slovenski lasti. Vprašanje, če bo tuj lastnik imel interes vzdrževati te sorte, kajti to stane veliko denarja in ekonomsko gledano ni ravno profitabilno. In mislim, da je to en pomemben menik tudi v tem slovenskem kmetijstvu. Nadalje, če omenim Deželna banka Slovenije. Seveda imamo veliko bank v tem prostoru, ampak gledajte, še nekaj let in verjetno bo Deželna banka edina, ki bo banka v slovenski lasti. Seveda, banke so hrbtenica gospodarstva, tako ali drugače. In seveda nekdo bo rekel, Deželna banka 2,5% prostora bančnega v tem slovenskem prostoru, to ni veliko. Vendar nihče tako ne razume slovenskega kmeta, slovensko zadrugo, slovensko podeželje, kot ravno naša Deželna banka. Tudi v tem času vidimo se razne govorice, bomo, ne bomo, lansko leto smo uspešno zaključili, nekateri bi želeli tudi prevzeti ali kakorkoli, ampak mi seveda te naše banke enostavno ne spustimo iz rok in menim, da je v interesu tako kmetov, zadrug, vseh Slovencev in pa tudi države Slovenije, da Deželna banka ostane v večinski slovenski in zadružni lasti. V teh zadnjih časih smo se veliko ukvarjali tudi s problematiko terana, ne bi zdaj tudi te teme razvijal, verjetno bo minister potem kaj več o tem povedal. Tudi Zadružna zveza smo se priključili tem zahtevam, da se to področje pravno uredi tako, kot je treba. Kar se tiče
Same problematike cen sem že povedal, torej kriza ni bila samo na področju mleka in mesa, ampak tudi na ostalih področjih. Želeli bi mogoče na področju zelenjave, da se to področje malo bolj razvije. Neke regije so tiste, ki imajo malo več možnosti za ta razvoj. Tudi sem vesel, da smo v lanskem letu tudi ministrstvo to s podporo za zelenjadarje precej dvignilo. Zakaj poudarjam zelenjavo? To je dejavnost, ki je intenzivna delovno, ki lahko na manjši površini zagotavlja delovna mesta, kajti veliko lepih površin Slovenija nima, s poljedelstvom klasičnim se le težko preživimo. Povečanje pridelave, torej povečanje prodaje hrane v javne zavode, pomembna tema. Lansko leto, ko smo sedeli tukaj, sem omenil, da smo v pogovorih za novi zakon o javnem naročanju. Aprila je potem ta zakon stopil v veljavo. Zakonska podlaga je v redu, vendar še vedno smo nekje samo na 40% domače slovenske hrane v javnih zavodih. Čeprav vem, se okoli 300 milijonov na tem področju obrne, to so naši otroci, vrtci, šole in tako naprej, bolniki v bolnicah. Jaz mislim, da si zaslužijo najbolj kvalitetno hrano. Kvalitetna hrana pa seveda ne more biti tako poceni kot tisto, kar je uvoženo, kot meso, ki je bilo zmrznjeno, kot neko meso, ki pride iz Litve, ki je po evro pa pol. Naša govedina po taki ceni ne more biti. Tu bo treba še veliko napora vložiti, tako in mi kot kmetje in zadruge, tudi kmetijska politika, tudi župane bo treba nagovoriti, direktorje šol in vrtcev, kajti zakon dopušča, da se več kupuje slovensko, je pa seveda potrebno pri ceni se zavedati, kaj pač to pomeni. Veliko smo govorili zadnje čase o ohranitvi kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane, ne bi to se spuščal v podrobnosti, mislim, da nam je vsem jasno, najkvalitetnejšo kmetijsko zemljo čuvati, ker je imamo najmanj v Evropi na prebivalca. Prihodna skupna kmetijska politika. Danes bomo nekaj govorili tukaj o aktualnem finančnem obdobju 2014-2020, ampak zdaj se že oblikujejo smernice kmetijske politike, kaj bo po 2020. In tudi Slovenci moramo tukaj aktivno sodelovati, tako nevladne organizacije kot tudi politika. Dejstvo je, da imamo male kmetije, kmetujemo v težkih pogojih in tu bo treba res se trdo pogajati v Bruslu, torej v tem skupnem kmetijskem krogu, da za Slovenijo izpogajamo tisto, kar bo slovenskemu kmetu omogočalo preživetje. Veseli me to, da se zadnja leta kar veliko mladih odloča za prevzem kmetij. To so pač tudi podpore, ki jih tudi država in pa tudi Evropska unija, pa tudi ministrstvo tukaj ima občutek za te stvari, vse denarja vidimo, da ga še vedno premalo, ampak zelo veliko mladih se odloča. Ne samo tisti, ki ostanejo na kmetiji, ampak tudi danes iz kmetij skoraj večina mladih se šolajo. Ima neko šolo, ne samo kmetijsko, so pravniki, ekonomisti, ne vem, razne druge službe in sem prav vesel, ko vidim, da se tudi taki fanti in dekleta odločijo, da ostane na kmetiji. Pa je mogoče majhna kmetija, 50 hektarjev. In se mi zdi prav, da tudi tak ima občutek do kmetije, pač bo hodil v službo, bo še doma tisto kmetijo obdeloval, kajti v teh naših hribih si ne moramo prezamišljati, da bomo imeli mi 100-200 hektarske kmetije, ki jih ne je mogoče obdelati. In Slovenija je tudi v prihodnosti bolj kot ne obsojena na te manjše kmetije. In moramo vsakega, ki ima voljo do kmetovanja, spodbuditi, ne mu reči, ti pa nisi perspektiven, ker imaš samo 10 hektarov, s teboj se ne bomo ukvarjali. To se mi zdi izjemno pomembno. Pomembno je pa tudi to, da se je ta odnos, torej mladih do kmetijstva, bistveno spremenil. Mogoče lahko rečem tudi to, da smo v teh letih, res tudi ta vlada nas izjemno posluša, tudi tako predsednik vlade kot tudi minister, uspeli smo zakonodajo, ki je bila do nekaj let nazaj zelo mačehovska do zadrug, precej spremeniti. Danes, razen tega, da imamo še nek problem na Sitbanki, ki ga bomo tudi kratkem rešili, v glavnem smo zakonodajo prilagodili, da zakonodaja nekako ni več diskriminatorna do zadrug. Vendar mi bi želeli še nekaj več, ker so zadruge tudi socialna podjetja, ker so zadruge tista podjetja, ki skrbimo za skladni regionalni razvoj, ker smo zadruge tista podjetja, ki se družbeno odgovorno obnašamo, bi želeli in pričakovali, da gremo korak dlje, da se tudi kakšne davčne olajšave, ki je najdejo tudi tako kot po nekaterih evropskih državah in tudi mogoče tudi na kakšnih razpisih, da je pa tudi mogoče kakšna plus točka. Ker tisto, kar zadruge nekje denarja obrnemo, ga res znamo kvalitetno uporabiti. Kolektivna blagovna znamka Zadružne zveze. Na zadnji seji upravnega odbora smo sprejeli ta pravilnik. Ko se mi pogovarjamo o tem, zadruge smo kljub globalni konkurenci še vedno daleč največji poslovni partner slovenskemu kmetu, 80% vsega inputa, outputa v kmetijstvo se odvija preko naših zadrug.
In problem pa je, kako to kvalitetno hrano prodati. Torej ni problem dati našo kvalitetno hrano po isti ceni, kot je to uvožena hrana iz tujine. Ampak s primerno promocijo, s primernimi blagovnimi znamkami bi mi morali doseči to, da bi ta hrana dosegala nekoliko višjo ceno. Samo spomnim, ko vidimo švicarski rdeči križ na kateremkoli proizvodu, pa sploh še nismo probali, tako imamo v glavi, to je pa super kvaliteta in smo pripravljeni plačati več. Ko vidimo znak Agrarmarkt Avstrija, recimo isto, ne? In mi moramo v Sloveniji vzpostaviti neko blagovno znamko in mi menimo, da bi bila neka skupna blagovna znamka Zadružne zveze lahko tista nadgradnja za doseganje nekoliko boljših cen. Veliko smo že postorili v teh letih z oblikovanjem teh domačih kotičkov v zadrugah, tam se že veliko kvalitetne hrane od naših kmetov prodaja. Poudaril bi še pa nekaj, še premalo znamo zadruge med seboj po teh naših trgovinah stržiti to svoje blago. Imamo kvalitetne mesne predelave, kvalitetne vinske kleti, mlečne predelave in tu bi lahko zadruge med seboj malo več napravile. Ne, da potem prodajamo veletrgovcem in potem veletrgovec od ene zadruge proda potem drugi zadrugi. Sodelovanje s trgovskimi sistemi smo ta leta precej ukrepili. Mislim, da smo napravili tudi kar veliko korakov naprej. Skoraj ni več trgovskega sistema, ki se ne bi korektno pogovarjal z nami, seveda pogajanja so vedno trda. Vidimo tudi, da v reklamah vidimo katerikoli trgovci, tudi tuji, slovenske zadruge, slovenske kmetje, tega do zdaj še ni bilo. To mislim, da je en velik korak v miselnosti Slovencev, veletrgovcev in tudi medijev. In torej, da nekdo reče od slovenskega kmeta, od slovenske zadruge, to pomeni danes nekaj pozitivnega in to se mi zdi izjemno velik premik v glavah vseh v tem našem prostoru. Lesna branža, o tem ne bi danes samo toliko bi spomnil, pač želel bi, da se tukaj zdaj podjetje je bilo ustanovljeno, to, ki je bilo zakon tudi sprejet. Mi računamo, da bo s tem bojo določeni koraki tudi, da v tej lesni branži veliko delovnih mest je tukaj možnih, smo najbolj gozdnata država, ampak nažalost je veliko podjetij propadlo, upam, da bomo tukaj uspeli storiti kaj več. Mladi na podeželju, prej pozabil sem pa Roka, predsednik mladih, a je bil tu nekje, a ga ni? V redu, se mi je zdel, tam je imel napisan listek, pa sem mislil, da je prišel, pa ga očitno ni. Ma pa potem neko predavanje tudi predsednik mladih, dajemo velik poudarek, torej prej sem že rekel, mladim dajemo spodbude, mladi se zanimajo za podeželje, imajo pozitiven odnos do kmetijstva, to se mi zdi izjemno pomembno. Za Deželno banko sem že povedal, pač tu jaz mislim, da se strinjamo, kakšna je pot Deželne banke za naprej. Še eno točko bi omenil, digitalizacija slovenskega kmetijstva in podeželja. Ko sem se spomnil, pa sem hiše rekel, kaj če bi mi to točko odprli, so vsi malo čudno pogledali, kaj pa je to, ne? V lanskem letu sem bil na mnogih teh raznih posvetih, finančnih, bančnih, gospodarske zbornice in posod je bila tema digitalizacija. In sem posod rekel, kaj bojo pa o tem govorili. Potem sem pa slišal cel dan enih kvalitetnih predavanj. Dejstvo je to, da cene proizvodov dejansko stagnirajo ali padajo. Naj bo to hrana ali tudi, kar se tiče ostalih proizvodov. Mi lahko samo z pocenitvijo, zmanjšanjem stroškov lahko dosežemo, da bomo konkurenčni. In tako kot so naše kmetije majhne in delujemo v težkih pogojih, je še toliko bolj pomembno, da svoje delovanje maksimalno digitaliziramo. Bom sam en primer dal, recimo, imaš en kmečki turizem, danes si težko predstavljaš, da boš ti tržil nekje v Slovenskih goricah neke sobe, da nisi ti na spletu. In danes tudi, ko se pogovarjam, kar nekaj med vami tukaj vas je, ki tudi imate te kapacitete in pridejo ljudje iz Avstralije, iz Anglije, vse posod. To je stvar tudi pač tega sistema, da imaš, si na spletu, si digitaliziran, obvladaš to tehnologijo in tako pač lahko si lažje konkurenčen. To je samo en primer, ampak bo danes na to temo še kaj več povedanega. Podpisali bomo popoldne tudi en sporazum med večjimi, 8 organizacij se nas je povezalo, bomo podpisali en sporazum, kako si bomo prizadevali, tako vladne strukture, kmetijsko ministrstvo, gospodarsko ministrstvo, zadružna zveza, kmetijska zbornica in še mnogi drugi, da na tem področju našim članom, zadružnikom, kmetom maksimalno pomagamo. Toliko. Na vsako temo bi lahko še veliko govorili, ampak mislim, da je dovolj. Za mano so še drugi govorniki, ki bodo še marsikaj dodali, tako da jaz res sem vesel, da ste v takem številu prišli sem kaj. Res sem hvaležen tudi predsedniku vlade, kmetijskemu ministru, predsedniku državnega sveta in vsem iz politike, ki nas tudi podpirajo. Moram reči, da imamo zadružniki odprta vrata posod in želim lep današnji dan, lep jutrišnji dan in vse dobro. Hvala.